izračunamo vrednost ostalih kotnih funkcij, če vemo, da sinus alfa je 2/3 in kot je v drugem kvadrantu, je med 90 stopinj in 180 stopinj ali pa v radijanih med pi polovic in pi. Sedaj rabimo osnovne zveze. Sinus na drugo plus kosinus na drugo je enako 1. Torej, kosinus na drugo alfa je 1 minus sinus na drugo alfa. Kosinus na drugo alfa je enako 1 minus, zdaj to na drugo je 4/9, 1 je 9/9 minus 4/9 je 5/9. Torej, kosinus alfa bomo napravili koren od 5/9, plus ali minus, ampak ne gre sta oba predznaka plus ali minus. Moramo vedeti, če je pozitiven ali negativen, kot tukaj je v drugem kvadrantu. Torej, mi gledamo te točke in za kosinus gledamo koordinate x. Koordinate x teh točk so negativne, torej ta bo negativen. Minus koren od 5/9. Minus koren od 5/3, koren 9 je 3. Ta je kosinus. Sedaj lahko dobimo tangens kot sinus ulomljeno kosinus. In tukaj, torej sinus je 2/3, ulomljeno kosinus je minus koren od 5/3. Ali odpravite dvojni ulomek, ali pa razumete, da ta 3 se uniči s tem 3. Dobimo minus 2 ulomljeno koren od 5. Če racionaliziramo, množimo zgoraj in spodaj s korenom od 5, minus 2 koren od 5 petin. Ta je tangens, zdaj dobimo še ostale. Kotangens alfa je obratna vrednost od tangensa, samo nima smisla, da obrnemo to, ker moramo še enkrat racionalizirati, obrnemo to. Minus koren od 5 polovic. Potem imamo sekans alfa, ki je obratna vrednost od kosinusa, torej minus 3 ulomljeno koren od 5, tukaj moram racionalizirati, množim zgoraj in spodaj s korenom od 5, minus 3 koren od 5 petin. In potem imamo še kosekans alfa, je obratna vrednost sinusa, torej 3 polovice. Sedaj rešimo še eno drugo tako vajo, kjer pa poznamo na začetku tangens in je malo težja. Torej, tangens alfa je 3/4 in kot je v tretjem kvadrantu, je med 180 stopinj in 270 stopinj, ali če napišemo v radijanih, med pi in 3 polovice pi. Torej, rabimo osnovno zvezo, da tangens alfa je sinus alfa ulomljeno kosinus alfa. Sedaj damo na drugo enačbo na levi in na desni. Tangens na drugo alfa je sinus na drugo alfa ulomljeno kosinus na drugo alfa. Sedaj rabimo ostalo osnovno zvezo in zamenjamo, torej tisto sinus na drugo plus kosinus na drugo je enako 1 in zamenjamo ali tega, jaz svetujem, da zamenjamo v števcu. Torej, tangens na drugo alfa, tukaj v števcu namesto sinus na drugo napišemo 1 minus kosinus na drugo. Ulomljeno kosinus na drugo. Sedaj zdamo vrednost za tangens, je do 3/4, na drugo postane 9/16, je 1 minus kosinus na drugo, ulomljeno kosinus na drugo. In sedaj, zato da rešimo, odpravimo imenovalce, množimo z 16 kosinus na drugo alfa. Tukaj ta prvi člen 16 se uniči in moramo množiti s kosinus na drugo alfa. 9 kosinus na drugo alfa. Na desni se uniči kosinus na drugo alfa, množimo 16 krat 1 minus kosinus na drugo alfa. Sedaj 9 kosinus na drugo alfa je enako, množimo ta 16 z oklepajem, 16 minus 16 kosinus na drugo alfa, nesemo ta člen na drugo stran, 9 plus 16 je 25
kosinus na drugo alfa je enako 16, sedaj delimo s 25, kosinus na drugo alfa je 16 25, kosinus alfa, bomo napravili koren od 16 25, ampak je plus ali minus. Naredimo risbo, tukaj smo v tretjem kvadrantu. Med 180 in 280 stopinj smo tukaj, kosinus je koordinata x, tukaj je negativna, torej minus od spredaj, torej minus 4 petine. Imamo tangens kosinus, nas zanima sinus, rabimo spet osnovno zvezo, tangens alfa je sinus alfa ulomljeno kosinus alfa, nas zanima sinus alfa, torej množimo z kosinus alfa. Tangens alfa krat kosinus alfa je sinus alfa. Sinus alfa je enako, tangens je 3/4 krat kosinus smo komaj dobili minus 4 petine. Sedaj 4 se uniči in dobimo minus 3 petine. Še ostale hotne funkcije. Kotangens alfa je enako 4/3, obratno tistega, sekans alfa je obratna vrednost od kosinusa, torej minus 5/4, kosekans alfa je obratna vrednost od sinusa in torej minus 5/3. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.